Zakorakali smo v praznični december, ko naj bi pozabili na vsakdanje skrbi in se predali prazničnemu vzdušju. Turistični delavci so pripravljeni, pravijo. Že tradicionalno so božično-novoletni prazniki izjemno dobro zasedeni. Preko novega leta, pa tam nekje do konca italijanski praznik do Befane, je zasedenost hotelov tudi preko 90 do 100%. Jaz sem prepričana, da bo uspešen, zaradi tega, ker se je dalo res dosti ljudi skupaj in to tistih, ki krojijo usodo turistične ponudbe. In vsi imajo nekako željo, da bi bil ta december vesel in bo. Letošnja novost je to, da imamo tudi program za odrasle in tako trgovci, kakor gostinci Ljubljanske ulice so se tudi odzvali našemu vabilu k sodelovanju, tako da bo tudi pestra gostinska ponudba. Mi smo pripravljeni in čakamo v bistvu, da se dogajanje prične, ne? V vseh 3 obalnih mestih bo veseli december dosegel vrhunec na Silvestrovo s prireditvami na prostem. Miklavž je že prišel in obdaril tiste pridne. So pa zelo dobri obeti za praznične dni, pričakujejo približno 80% zasedenost, lahko tudi kaj več. Sem prišel v Lipico zbrati enega od teh lepotcev, ki bi mene s kočijo peljal po Sloveniji, da bom lahko vse otroke obdaril. Ste ga že izbrali? Ja, mislim, da je on mene izbral. Velike spremembe pa čakajo hotele Bernardin. Če so hoteli Bernardin še pred 5 leti k sebi pripojili hotele Simonov zaliv, hotel Piran, Metropol in Strunjansko Salinero, je danes, da bi se rešili črnega scenarija, vse to naprodaj. Načrt je, da bi dolg v 2 letih prepolovili, zmanjševali pa bodo tudi število zaposlenih. Le kaj je Miklavž prinesel Goršetu, razvpitemu stečajnemu upravitelju, ki je trenutno na sodišču zaradi zlorabe položaja in pranja denarja v stečaju Hidra. Gorše sicer na sodišču zatrjuje, da nima premoženja, novinarka Evgenija Carl pa je odkrila ravno nasprotno. Skovnega skrita, ne samo pred nezaželenimi pogledi, pač pa tudi pred oškodovanci in državo, je tale več kot 1 milijon evrov vredna vila v Savudriji. Njen formalni lastnik je sicer podjetje Finis, a bi Gorše težko zanikal povezavo z obmorskim razkošjem. Edini ustanovitelj družbe Finis je namreč prav Brane Gorše. Svoj epilog je po dolgih 12 letih le dobil primer Stavbenik, ko je Črnigoj preko družbe Vital pod ceno preprodajal njegove delnice. Drobtinice pa že leto in pol čakajo bivši delavci Primorja. Šele drugo leto naj bi dobili 15% terjatev iz naslova neizplačanih plač in odpravnin. Dovolj imajo čakanja. Zbrali so 150 podpisov za pospešitev stečajnega postopka. Če to ne bo zaleglo, bodo zahtevali zamenjavo stečajnega upravitelja. Naš stečajni upravitelj očitno se spreneveda. Obljubljeno je, da bo pred božičmi 15% na žalost. Lete, večina ljudi je že izgubila nadomestilo na zavodu. Življenje se veje težko, za položnice te nihče ne vpraša, ali imaš denar ali nemaš. Še kako bodo ti in drugi zaposleni ter socialno šibki potrebovali pravno pomoč, da bodo uspeli dobiti tisto, kar jim pripada. Upokojenci, prejemniki socialne pomoči, brezposelni pa tudi zaposleni, ki jim delodajalec ne izplača plač, in študenti so tisti, ki jim pravni center lahko priskoči na pomoč pri reševanju osnovnih pravnih vprašanj. V dobrem pol letu se je na pisarno v Piranu za nasvet obrnilo čez 300 oseb, najpogosteje zaradi družinskega in delovnopravnega področja. Na delovnopravnem področju pa opažamo veliko neizplačil plač in ostalih prispevkov, tudi nekaj mobinga na delovnem mestu. Prihodnost je lahko le v povezovanju. Tega si želijo na Goriškem, zato so ustanovili Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Njegov cilj je usklajen razvoj sosednjih občin. La crisi economica ha colpito le due realtà, senza questa unione non ne verremo fuori.
Na pomoč italijanskim vojakom pri reševanju beguncev v Lampeduzi gredo naši vojaki z ladjo Triglav. Tudi če bi ladja stala v Kopru, je za ta mesec in pol bi bil stroška za tako ladjo je okoli 180 tisoč, kar pomeni, da je razlika 320-300 tisoč, ki jo bo zagotovila Republika Slovenija, predvsem Ministrstvo za obrambo. Vsi pomagajo, ostali pomagajo moralno, da je to hudo in tako dalje. Mi pa smo pokazali, da je to za nas res problem, ki je evropski problem, naš problem. In če smo v istem bazenu, mislim, da moramo skupaj tudi isto plavati, ne pa se držati roba bazena. Se pa je v enem mesecu popravljene strehe in velike solidarnosti sokrajanov razveselila Marija Sokol, ki je orkanska burja odnesla streho. Obraz gospe, ki je sama, brez otrok, kazal le brez up, kje naj dobi denar za obnovo strehe. So pa kar takoj priskočili na pomoč. Brez tega ne bi šlo, ne? Seveda ne, nikamor. Zdaj smo same, ona je sama 83-letna, kaj more. Ni bilo težko zbrati prijatelje? Ne, so sami hodili, sosedi, znanci. Zdaj veš, to je tako, ne? Ko se taka stvar naredi, je še zmeri solidarnost. Kakšne spremembe se bodo zgodile v enoti Ptujskega doma v Kopru, se sprašujemo. Vodstvo pravi, da so se že. Se bile ob našem obisku praktično vse sobe tega oddelka, se pravi oddelka s povečanim nadzorom, zaklenjene. Zaklenjene so bile tudi tiste, v kateri so bili nekateri stanovalci. Nam lahko zagotovite, da so sobe na varovanem oddelku odklenjene, stanovalci imajo svobodo gibanja? Lahko vam zagotovim, da so stanovalci, da imajo svobodo gibanja in da so sobe odklenjene. Ravno v času največje nakupovalne mrzlice se je odprl center v Vilešu. Pred vrati nakupovalnega središča se je množica radovednežev trla že nekaj ur pred odprtjem. Gneča in dolge čakalne vrste jih niso zmotile. Abbiamo preso anche ferie per venire. Eno delovno mesto v enem nakupovalnem središču je po zadnjih študijih prišlo do rezultatu, da se direktno zgubi 6 delovnih mest v tradicionalni trgovini. Trgovci vsi v teh dneh še ne manejo rok, saj pravi vrhunec potrošništva še ni zajel ljudi. Morda tudi zato, ker se je kriza dodobra zažrla vse pore življenja. Je pa to lahko predvsem čas za razmislek, kakšno dobro knjigo, morda tudi za nov začetek.